Jaz sem v bistvu zelo lena, no, to je že drugič to povedala, pa mogoče zato, ker sem tu zdaj čisto zaspana, pa se mi tako zdi. Ampak v bistvu sem zelo simpel. Jaz rada samo ležim na kavču, gledam Netflix in zraven, mislim, da to imam eno grozno navado, ampak zraven še brskam po telefonu, da imam ja čim več čutov aktiviranih. Dragi poslušalci podcasta Ob skodelici kave, danes bo nagovor malce drugačen, ker gre za zadnjo epizodo v 3. sezoni tega podcasta. In res sem vesela, da se z mano v tej zadnji epizodi druži izjemna pevka. Zato, Raven, lepo pozdravljena. Hvala, da si danes z mano tukaj. Živjo z veseljem. Kako si danes začela dan? Vem, da smo malce zgodni za tvoj življenjski ritem. Ja, v bistvu sem imela včeraj špil in sem zato zelo pozno domov prišla in zdaj je bilo to vstajanje kar zgodno za mene, ampak drugače sem v redu, še malo zaspana, me tale kava zbuja, tako da. Čin. Pa drugače vem, da si bolj nočna ptica, kaj ne? Ja, se jaz ne vem, to se mi zdi, da že tako se mogoče se sliši ful stereotipno, ampak mislim, da smo res večina glasbenikov, da smo malo bolj nočni tipi. Vse ima pač noč neko to mistiko, ka potem kreativne energije pridejo hitrej na plano, pa po moje, zato smo prisiljeni delati po noč. Ja, zdaj, ko si ravno to besedo uporabila, mistika, ne? To bi bila tudi ena taka beseda, s katero bi lahko tebe opisali, ne? Ja, zanimiv. V bistvu sem večkrat že o tem razmišljala, ker sem drugače, mislim, da oseba, ki zelo rada deli z drugim, kako se počuti, zelo sem ekspresivna v bistvu, ampak mi pa velikrat dajo ta pridevnik mistična, tako da ne mogoče ima to kaj veze s tem, kako izgledam. Ali pa, ne vem, ja. Tudi glasba, ne? To se v bistvu tudi mogoče res, ja, ima tudi veze z glasbo. Je nekako ves čas nek ta element neke temačne pravličnosti prisoten, se mi zdi, tako da mogoče zato mistična, ja. Ja, res je, ker takoj sem na to pomislila. Ja. Ampak, ker si rekla, da si ekspresivna, kakšen tip si pa ti prijateljice? Zdaj, recimo, če ste v družbi, a si tista, ko veliko govori ali ne? Ja, jaz sem sigurno tista, ki veliko govori. Zelo malo imam prijateljev v bistvu. Če sem zdaj čist ne vem, na prste ene roke lahko preštejem teh res bližnje, v bistvu imam, da sta mi res blizu 2. Ampak sem pa pač ja tista potem ponavadi, ki pač zelo rada govori in je tudi zelo glasna, tako da ja. Pa te ta 2 prijatelja spremljata tako že ful dolgo? Si ena tisti, ko imaš iz vrtca? No, ne, to pa ne. To ne, ampak ja, kar nekaj let že. Nisem se še čisto odločila, ali sem zelo introvertirana, ali sem zelo ekstrovertirana, ampak zdaj pravim, ozek krog prijateljev imam, ampak pa tudi nimam težave navezovati stikov z drugimi ljudmi, ampak me predvsem, to se zdaj bo malo tako slišala, ampak ker bi bila sramežljiva, ampak zato, ker sem malo lena, kar se tega tiče. Tako no, ja, se mi malo ne da. Pa se ti je to skozi leta tako spreminjalo? Ker se mi zdi, da tako, ko smo v srednji šoli ali pa v osnovni šoli ful prijateljev okrog sebe, pa če dalje manj, pa odkriješ, kjeri so tisti ta pravi. Ja, sigurno. Mislim, da ima sicer to tudi veliko veze s tem, pač kakšen poklic si izbereš, v kakšnem okolju delaš. Jaz poznam ogromno ljudi, spoznavam ves čas nove ljudi, ampak na koncu dneva pa še vedno, kaj pa vem, ne spustim vsazga v svoj ožji krog. Pa itak sem tudi toliko zasedena, da pač nimam časa imeti toliko prijateljev. Se mi zdi, da je to tudi velik razlog. Ja, ampak si pa predstavljam mogoče vsem, da če bi delala mogoče v neki pisarni, v nekem kolektivu, ali pa tako, da bi mogoče imela kaj več. Ali pa tudi ne. Ne vem, no, kako je to tako prišlo, ampak nekako sem bila tudi tako vzgojena mogoče. Pa težko je zdaj predvidevati, kako bi bilo takrat, kot zdaj. Ampak ja, vse tudi meni se zdi, da je dobro, da jih je manj, pa da so tisti boljši. Ja, sigurno. Tako. In kakšna je Raven na domačem kavču? Kaj najraje počneš? Jaz sem
v bistvu zelo lena. No, to je zdaj, da drugič to povedala, mogoče zato, ker sem tu zdaj čisto zaspana, pa se mi tako zdi. Ampak v bistvu sem zelo simpel. Jaz rada samo ležim na kavču, gledam Netflix in zraven, mislim, da to imam eno grozno navado, ampak zraven še brskam po telefonu, da imam čim več čutov aktiviranih. Po mojem tudi to veze, da pač smo res v družbi, kjer ima vsak mal tega ADHD-ja. Ampak ja, rada pač gledam razne serije, berem tudi kar dost. Zdaj imam neko navado, ki je malo bolj zdrava kot pač ležanje na kavču in da pač sedim na balkonu, pijem kavo in berem knjigo. Tako ponavadi vedno začnem dan, zdaj, ko je malo bolj toplo sploh. Ja, drugače pa tako zelo rada poležavam. In to tudi priznaš. To mi je kar všeč. Eni kar nočejo priznati, da so malo leni. Ampak... Ja. Meni se zdi, da tako, itak sem zelo malo doma v bistvu. In takrat, ko sem pač, je to res pač dom je zame prostor, kjer pač ne nastopam, nisem na odru, se ne rabim nič kaj posebej matrati in pač ležim. Kakšne filme pa serije pa potem gledaš? Zdaj neki, preden smo začeli pogovor, si mi že povedala, da poslušaš tudi podcaste, ampak psihoanalitične, bolj v tej smeri? Ja, psihoanalitične, rada tudi kakšne intervjuje, kakšnih teh znanih ljudi poslušam. Ja, zdaj povem prav, kjer je podcast. Najbolj me se kak film zanima. Film, ok. Jaz imam dve skrajnosti, kar se tiče teh serij in filmov. Pa pač tukaj spada tudi reality showi zraven, ker imam ali rada gledam kakšne res take težke drame, kakšne indie filme. Zdaj to se sliši mogoče malo smešno, ampak ful imam rada filme, kjer v bistvu se čisto nič res konkretnega ne zgodi, ampak je pač bolj neka taka, ne vem, nek tak... Ja, ne maram tistih akcijskih ameriških ali nekih komedij ali res akcij sploh ne moram gledati, to mi je najslabše od vsega. Se pravi, imam rada malo te bolj drame ali pa najbolj pocenski ta ameriški trash TV, kjer pač ja, kakšne te Keeping Up with the Kardashians in tako meni je to res tak užitek, da samo odklopim možgane, nič ne razmišljam in pač samo gledam tiste trapaste ljudi. Tako da imam te dve skrajnosti, kar se tiče. Zelo imam rada tudi kakšne zgodovinske filme, tako odvisno od tega, kaj rabim. Imam pač neko tudi to... neko svojo foro, da če se moram zelo veliko učiti, recimo za faks, se učim in potem si vzamem 1 uro, da gledam pač res ta reality, da si malo odpočijem in potem se grem naprej učiti, tako da pač balans iščem pač čas. Jaz se to čisto razumem. Pa tudi zdaj razumem, zakaj lahko vmes brskaš po telefonu. A ne? Pač sej, če ni nekaj konkretnega na televiziji, pač zagledati. Mislim, ne vem, zakaj imam tako rada te reality zadeve. Po mojem res, da odklopiš. No, odklopim, hkrati pa v bistvu je tudi to, da sej kot pač bodoča psihoterapeutka se veliko učim tudi o ljudeh s tem, ko gledam. Pač, mislim, da je to vse in pač te ljudje, ki so na teh reality TV-jih, da so zelo specifične osebnosti in se veliko lahko v bistvu naučiš tudi kot pač čistko o psihi človeški. Zdaj ne vem, si iščem izgovore zdaj za to, zakaj je to dobro, ampak ja. Teda jih malo analiziraš? Tako malo jih analiziram, ja. Okay. Kaj pa v realnem življenju? Tudi kaj analiziraš ljudi? Ja, ves čas. Mislim, ne vem, če vedno manj druge ljudi, vedno bolj sebe. Tako prav zadnjič sem razmišljala, zakaj sem sploh šla študirati psihoterapijo in pač moram priznati, da na začetku, predvsem zato, ker me je zanimalo tako, so me zanimali drugi ljudje, da bi jih znala boljš prebrati in tako. Pa sem sred tega študija ugotovila, da sploh me ne da me ne zanima drugi ljudje, ampak da me predvsem zanima tako
sem predvsem želela razumeti samo sebe bolj in še vedno se poskušam čim pač bolj razumeti in samo sebe analiziram in pač nekako upam, da bom na neki točki v življenju prišla do tega, da ne bo več to tako zelo ta neka potreba po kontroli, pa po predvidevanju, pa po analiziranju drugih, ampak da bom pač samo tako z zanimanjem nekako opazovala sebe in druge ljudi. V sožitju, ja. Tako je. Rekla si pa tudi, da to kar vpliva na pisanje tvojih pesmi, ne? Da se potem noter vržeš v besedila, pa da tudi razmišljaš, kaj bojo profesori rekli na besedila. Ja, s tem se blatno veliko ukvarjam, zdaj mogoče že malo manj. Zdaj se mi, da me je ta Eurovizija in vse, kar je prišlo zraven, ker si nekako tudi prisiljen biti avtentičen, če pač hočeš iz te izkušnje priti nekako zadovoljen in izpopolnjen ven. Ampak ja, teksti pa mislim, sigurno je zelo veliko vplivala psihoanaliza in moj študij tudi na to, kako pišem tekste, ali pa mogoče kako jih razumem zdaj, svoje stare tekste tudi. Ampak mislim, da zdaj naslednji album, oziroma druga polovica Siren, ki upam, da bo išla do konca tega leta, bo mislim, da ne bo več posvečen samo drugim ženskim likom, ampak da bom nekako se prvič zares obrnila vase, na mogoče nek drugačen način, mogoče na malo bolj zavesten način, ker se na koncu vsi teksti izhajajo iz mene in pač nekaj, ne moram jaz napisati nekaj, kar ni v meni, ampak bi nekako rada malo bolj odkrita bila s tem naslednjim albumom. Tako da boš vseeno še vključila te ženske, ampak malo bolj sebe. Ja, mislim, da bom bolj vključila, da bom poskušala te razne ženske like najti vse, ali pa potegniti vzporednice z svojo življenjsko zgodbo. No. Tako. To se dobro sliši, da boš imela eno polovico tega in pa malo bolj tak na sebe. Ja, se mi zdi, da ne vem, hitro mi je potem že dolg čas rata, pa pač 5 pesmi že imam o drugih ženskah, mislim, imam še demotov več z zgodbami drugih žensk tudi, ampak nekako se mi zdi, da zdaj, ko sem v studiu in po tej eurovizijski izkušnji pa pač imam sama o sebi veliko zapovedati, tako da upam, da bo ljudi zanimalo. In tako, pa nova izkušnja Eurovizije je bila zagotovo ena taka velika preizkušnja v tvojem življenju in sem prepričana, da si veliko odnesla iz tega, se kaj naučila. Ja, sigurno. Pač to je bila sigurno ena izmed najlepših izkušenj v mojem življenju in toliko sem hvaležna, da pač sem jo doživela, ful se počutam tako velikrat o tem razmišljam tako, da se res počutim rojena malo pod srečno zvezdo, ker vem, da ne more vsak doživeti tega. In ja, zelo je stresno in ful je naporno, ampak meni je bilo res vredno vsega in šla bi še 100-krat. Sicer mislim, da bi sistem življenja skrajšala, ker pač za kar nekaj let, ker je kar naporno in stresno, ampak je pa pač res ful tako nagrajujoče. Tako da v bistvu tudi, če si imela že mesece prej ful dela pred Eurovizijo, pa itak potem tam vseeno ti ni žal. Ne, v bistvu, sploh niti manj ni žal, to mi je tako, še 100-krat bi ponovila in kar težko spustim. V bistvu sem danes zjutraj pod tušem razmišljala, kako mi je kar malo težko govoriti o Euroviziji zato, ker bi jaz še kar malo živela v svetu, ker se mi ta Eurovizija še kar dogaja, ampak pač je dejstvo, da je treba to spustiti in da pač valjda gre nočeš, da se konča, naprej, ampak kar nočem, da se konča in pol kar ne bi govorila o tem, ampak nočem sploh, da se konča, to je bilo res nekaj najlepšega. Predvsem to, da sem končno dobila neko platformo širšo, ker mislim, da je bila moja glasba zelo ocenjena, pa tako počutila sem se zelo sprejeto pa razumljeno, kar je mogoče za glasbenika, ki ni tako zelo komercialen na slovenski sceni, pač res težko. Tako da, nekaj sem hotela še povedati, nekaj Euroviziji, sem pa že pozabila, sem že zabluzila. No, vse. In kako se ti je potem najbolj poznalo to glede platforme, iz tujine si prejemala odzive ali kako? Ja, sigurno, še zdaj jih v bistvu je predvsem pomembno to, kaj narediš
po Euroviziji, kaj s temi vezami, s temi nekimi novimi priložnostmi narediš, koliko to zagrabaš. Tako da jaz in nekako ljudje, moja ekipa, pač ljudje, s katerimi delam, zdaj imamo še veliko dela. In ja, sigurno imam nekako možnost zdaj prodreti malo tujino, tako kot so pač Jokerji naredili. In ja. No, zdaj sem se spomnila, kaj sem hotela povedati. Da veliko ljudi mi govori, kako bo naporna Eurovizija, ko bom tja prišla in tako, ampak zame je bilo vse naporno, vse pred tem, ko sem pač tukaj v Sloveniji, ko sem se ukvarjala z milijon različnimi stvarmi, ki niso na koncu dneva zares sploh imele kaj dosti veze z glasbo pa z mano. Ko sem pa enkrat prišla na Eurovizijo, je bilo pa kot, da bi pač tiste 2 tedna, dobra 2 tedna, ko smo gor skoraj 3, je bilo pa vse tako, pač prvič, mislim, da sem prvič v svoji karieri res se ukvarjala samo s tem, za kar sem v bistvu nekako tukaj sploh na sceni, se pravi samo s petjem, z nastopanjem, vse je bilo tako, mislim, tam res vsi po rokah nosijo, vsak od ekipe in Švedske in moje je opravil svoje delo, je nekako res poskrbel, da sem se jaz čim bolj počutila, ful sem se počutila tako, ful sem čutila support od vseh in jaz sem se res ukvarjala samo s petjem, tiste intervjuje sem dajala in mi je bilo pač ful je bilo dobro, ne? Res. To je ful dobro, ja. Si se lahko v bistvu res osredotočila na to, za kar si bila tam. Ne? Ja. Ful dobro. Pa bi lahko vseeno tak en svoj najljubši trenutek iz tam ali pa spomin? Ja, pač sigurno tisti moment, ko sem izvedela, da gremo v finale, tisto mi je bilo tako res. Pač cela ekipa, niti nismo se kaj dosti pogovarjali o tem, ampak nekako sploh tudi zaradi stavnic in tako sem pričakovala, da to pač ne bo šlo 6, mislim, da sem si, sej pač nisem dosti komercialna, zato enostavno pač moja glasba ni za vse in to ne bo šlo čez in sem se zelo s tem sprijaznila. In ker sem pač bila res toliko pomirjena s svojim nastopom in toliko sem stala in toliko stojim za tem, kar smo pač naredili, da sem vedela, da je to pač res bil maksimum mene in da sem res vso znanje, ki sem ga pač nabrala v vseh teh letih in študija in potem pač v svoji karieri, tako kot Raven, sem vedela, da pač res sem dala vse od sebe. In sem bila zelo pomirjena s tem. In pol, ko so rekli Slovenija, prav spomnim se še, da najprej bila prva bila razglašena Srbija in jaz se spomnim, ko sem videla Srbija, sem rekla, ni šanse, da pridemo čez, ker ne more biti in Srbija, Hrvaška bo itak naprej prišla, ni šanse, da bo Slovenija prišla. To ne bo. In pol, hvala Bogu, so nas že 3. razglasili, ker jaz se sam spomnim, da pač so vsi na kavču, cela moja ekipa je gor vstala, jaz sem pa kar dol šla. Jaz sem toliko v bistvu bila šokirana, da sem kar mal sem se sesedla, se mi zdi. Ampak tisti moment mi je bil pa res tako eden najlepših. Ja, se vidi, ko si zdaj govorila o tem, si kar žarela. Da se res vidi. Ampak lepo je, da si imela takšno lepo izkušnjo. Ja, zelo. Pa verjamem, da veliko poznanstev, no. Ja, ogromno. Veliko nekih novih tako navez. In predvsem tam je res ogromno nekih glasbenikov sem spoznala, ki jih res občudujem. Pa res, to sem že rekla, ampak tam sem se res počutila, kot da lahko oblečem karkoli hočem, lahko, mislim, dobro, da bi zdaj ne vem kaj govorila. Ne, sama tudi nisem, mislim, da bi kaj neke take kontroverzne stvari na splošno govorila, nisem niti ta tip od glasbenika, ampak tako, vse je, nisem se počutila kot čudak, medtem, ker tukaj se pač velikokrat počutim kot največji čudak. Tako da, ampak sem se s tem že ful sprijaznila, pa v bistvu to nekako v svoj prid. Potem na Euroviziji sem bila pa res tako, več počutiš se kot del neke familije in meni je bilo ful dobro. Ampak je pa odvisno, kako pač si vzameš to izkušnjo. No? Vse je na koncu odvisno od tega, kako ti to sprejemaš, doživljaš, ker absolutno je pa lahko pač za koga drugega si pa predstavljam, da je lahko čisto mač, pa izkušnja, ki jo mogoče ne bi več ponovil. Jaz bi jo 100-krat.
Ampak tudi, ja, kako se bi nekdo drug spopadal, pa tudi s komentarja, ne, se ne moreš biti samo všeč. Ja, mislim, jaz vidim že, zdaj sem, ker sem to rekla, da bi šla še ker sem se spomnila, da Jokerji pa mislim, so rekli, da ne bi več. Tako da, to mi je zanimivo. Pa veš, zakaj so rekli, da ne? Ali? Ja, da mislim, da jim je preveč naporno, da pač, mislim, da, ker sem se z Bojanom pogovarjala, da je bilo predvsem to, da je milijon nekih komentarjev, milijon nekih mnen, ampak kaj pa vem, jaz sem mogoče potem očitno nisem niti zares toliko ukvarjala s tem. Jaz sem bila kar dosti izolirana v bistvu od zunanjega sveta, ker toliko sem imela dela z nastopom, toliko sem uživala pač v tistem nekem momentu, tako se mi je zdelo, da sem jaz pač, da spadam na ta oder, da nisem kaj dost bila izpod, ali pa sem imela tudi mogoče okrog sebe ljudi, ki so me zelo zavarovali pred tem, da pač me karkoli zamajali, ker pač, ko priješ tja, mora biti res, jaz sem bila ful fokusirana in ja, sem pač vzela od te izkušnje dobre stvari ven, tisto, kar je slabo, pa pač nisem posvečala temu energije in mislim, da je pa pač svoje pozornosti, tako da mislim, da na koncu ima to veliko veze s tem, kako pač doživiš celo to Eurovizijo. Tako je. Ja. Kaj pa takoj po Euroviziji? Zdaj, pred Eurovizijo je bil ful velik boom, bila si res v velikih medijih, intervjujih, potem tudi spremljali te je množica. Kaj pa pol, ko si prišla domov? Vse neki intervjuje si imela, ampak pa kar naenkrat ne več, ne? Mislim, ni bilo več Raven, prej se je to govoril. Mislim, jaz že prej sem bila zelo, zelo selektivna glede teh intervjujev in tako, ker meni to toliko energije vzame, toliko se mi, so se zdaj toliko sliš grdo, ne da se mi ne da. Ne da se mi, no, čistko. Predvsem, pač delala sem tiste intervjuje, ki so se mi zdeli, da bom lahko kaj pametnega povedala, da bom pač, da bom in jaz in pač človek, s katerim se pogovarjam, da bova pač nek cool intervju naredila. In sem imela veliko manj intervjujev, kot recimo, mislim, da Jokerji lani, da so res vsem dajali intervjuje. Isto tudi, ker jaz bi lahko cele dneve pač samo sedela tudi za računalnikom na tistih Zoom intervjujih in pač samo odgovarjala ene in iste vprašanja, bi prihajala in jaz sem imela toliko dela z vsemi ostalimi stvarmi, da so rekli, dajte mi res čim manj, minimalno in da tisto, kar je, da pač lahko nekaj konkretnega povem. Tako da pol, ko sem nazaj prišla, sem isto govorila. In pri meni jaz nisem zares imela tiste neke, pa sem mislila, da bom, ampak nisem zares imela te neke po-eurovizijske depresije, ker mislim, da jo vsak ima, ker sem imela takoj pol naprej koncerte, nastope. Jaz bom šele zdaj čez poletje, da imam par tednov, ko sem malo bolj frej. Tako da, ja, nisem imela onega šoka, da bi nazaj prišla, pa bi se ustavila, ker se res ni. Tako zelo počasi, da je to. Pa itak zdaj z jesenjo bo spet naprej se pobral, pa spet ful dela. Pa itak upaš, da se ne konča ta eurovizijski del. Ja, itak nočem. Ampak dobro, no, mislim, dejstvo je, da tudi tako, jaz imam tak počasen prehod. Mislim, ni nekega odsekanja, tistega šoka nisem doživela, no. Še dobro. Ja. Ker je kar se je lepo umirjeno speljalo. Ja. A tvoj zaročenec te je spremljal na Euroviziji? Ne. Ni, jaz sem v bistvu imela željo že takoj, že par mesecev prej sem rekla, jaz rabim tam biti fokusirana na svoj nastop, jaz rabim tam samo ljudi, ki so v moji delegaciji, jaz grem tja delat. Ja, na koncu pač nekako nisem tudi noben član družine, pač res nisem imela nobenega tam, ki bi ne vem, kar se tega tiče, sem mogoče malo tudi taka čudaška, ampak rada imam tako malo ločene tudi te stvari. Imela sem itak ekipo, ko smo čisto vsi res tesni prijatelji. Druga družina. Ja, pač res drugo družino sem imela tam in itak težko je že to, ker v bistvu sploh letos zaradi pač cele situacije z Izraelom in tako je bil zelo poostren
pač varnostni nadzor in če nisi imel akreditacije, ki je pač tudi nisi dobil kar tako, si jo dobil samo, če si res delal tam, pač nisi mogel priti v zadnje. Mi smo bili tak cele dneve v tisti areni in praktično ne bi nič mogel biti z mano, tako da pol, sva se nekako odločila, da on ostane doma in navija iz kavča. To sem pa prepričana, da je navijal. Ja. Kaj pa so bile njegove prve besede, če ni skrivnost po nastopu? Da je ponosen name. Ja, tako da oni tako me vedno ful podpira. Tudi ful je razumevajoč. Jaz tudi vedno sem rekla, da ta Eurovizija je zelo težka preizkušnja, ne samo za artista, ampak za človeka okrog pač, te osebe, ki gre na Eurovizijo, ker pač res nisem nič bila doma, ampak res nič. Shujšala sem ful tudi zato, ker nisem imela časa jesti, ampak dobesedno nisem imela časa jesti. Pa so bili te intervjuje, to je bilo vse tako na bas. In tudi na neki točki vem, da sem bila, ene par dni sem bila, ker sem bila tako jezna, ker sem si mislila, nobenka sploh ne briga za mene, da noben se niti s tem ne ukvarja, a bom jaz imela čas jesti, a bom imela čas spati, ker dejansko te pač vsi cuzajo iz vseh strani. In potem pač rabiš imeti okrog sebe ljudi, ki razumejo, da pač za par mesecev bodo tudi oni pač na stranskem tiru, ker je to edini način, da pač preživiš to Eurovizijo. Tako da, ja. To sem že hotela prej pri prijateljstvu v bistvu reči, da moraš res imeti okrog take ljudi, da razumejo tvojo službo, ne? Ja, absolutno. Vseeno smo tudi ljudje, ki stojimo na odru, pač malo narcistični, a ne? In potem ta oder iz tebe še bolj potegne te mogoče karakterne značilnosti, ki bi mu drugače ostale malo bolj skrite. Tako da, ja, sigurno, jaz imam pač prijatelje, ali so itak že nekak del te scene in malo razumejo, kako to gre. Tako da, ja, absolutno sem zelo hvaležna za ljudi okrog sebe. Ja. Mi je pa bilo zanimivo, glih to, ko si rekla, da postane del scene, sem zasledila, da je tudi tvoj zaročenec v bistvu pomaga. Čeprav je iz čist druge strani, ti pomaga pri sceni, on kaj že dela? On je drugač, dela v gradbeništvu in ima svojo firmo, ampak dela v glavnem bolj s tujino in tako in gradijo mobilne hiške, ampak ima pa pač tudi ogromno delavnico in pač delavce, ki potem pomagajo graditi to mojo sceno. Tako da, ja, veliko mi pomagal mi je za Veroniko, je delal sceno, scenografijo, za shooting predtem, za moj koncert v Cankarjevem domu je tudi delal scenografijo. Tako da, ja, ful je itak kreativen, ful je estet, ful ima smisel za estetiko, pa pač res ful me podpira, tako da bolj mi prav pride to njegovo znanje in ta njegova kreativnost. Ja. Pa mogoče še kakšen trenutek več, da sta skupaj, če sodeluje. Ja, tudi to. Čeprav potem se velikrat tudi, pride do kakšnih tenzij, pa se hitreje tudi skregaš, če še malo delaš skupaj, ampak ja, nekako se trudim tudi njega preveč obremenjevati. Tako da. Pa imate kar podoben okus za estetiko in vse to? Ja, pa tudi on meni zelo zaupa, jaz njemu zelo zaupam. Zdaj sem se naučila tudi, zdi se mi, da večji kot postajaš pač glasbenik, bolj se moraš sprijazniti s tem, da pač ne moreš imeti vseh stvari pod kontrolo, kar je meni zelo težko. In da pač je treba zaupati tudi drugim ljudem in da ene stvari enostavno, ene odločitve moraš predati tudi ljudem okrog sebe. Da enostavno na neki točki sem ugotovila, da je da sem utrujena od tega, koliko enih odločitev, mehnih v bistvu tudi čez dan moram sprejeti in da enostavno ene stvari moram spustiti in pač zaupati, da ljudem, ki sem jih sama izbrala, da delam z njimi, se odločijo namesto mene, da lahko jaz nekaj drugega počnem. Tako da jaz tudi malo zaupam, kar se te stvari tiče zdaj estetike in kar se tiče tudi konc koncev oblačil, make-upa, scenografije in tako. Imam sicer vedno bdim na tem, pa vedno sem jaz tista, ki da nekako usmeritve, ampak vedno bolj spuščam tudi to, da pač zaupam ljudem, s katerimi delam. Ja.
Ampak rabiš priti do te točke. Ja, Ja, sigurno. se mi zdi, da veliko glasbenikov glih to poudari, ne? Da ko pridejo res na eno točko, malo višjo, Ja. je čas. Ja, sigurno, ker pač drugače ti zmeša. Ne? Mislim. Pa ko si rekel, tiste majhne odločitve, pa so na koncu pač skupaj pride v eno veliko, ne? Ja. In vse v bistvu zaobkrožijo, ne? Ja, res je, zato je pa tudi tako pomembno, da se pač obkrožiš z ljudmi, ki jim zaupaš in ki imajo pač isto vizijo, ne, kot ti. Tako da, Ampak kot si rekla, lej, dobro ti gre, veš, da imaš okrog sebe take ljudi, ja, da ja, hvala. je v zaupanju. Sigurno. Me pa zanima še ena stvar glede zaročenca. Vidva sta že dolgo let skupaj? Ja. Tako res dolgo ali od kdaj ste že? 5 let. 5 let sva skupaj, tako da kar nekaj časa že. Ja. Lepo, lepo. Da najdeš eno takšno osebo. Ja, ja. Kakšni so pa še plani za naprej, poleg druge polovice albuma? Ja, sigurno koncerti po tujini, da se mi malo odpirajo vrata tudi na balkanskem trgu, tako da mogoče tudi, kar se samega jezika tiče, bom poskušala malo eksperimentirati zdaj. Predvsem si želim sodelovati tako z drugimi glasbeniki, tudi tujimi, z raznimi producenti, songwriterji, pevci sigurno, tako da nova glasba, pa pač ja, uživo koncerti. Predvsem mislim, da je zdaj čas za mene, da se malo bolj konkretno spravim na koncertne odre, ker sem si prej vedno malo bala, nisem imela mogoče ta prave zasedbe niti na odru. Predvsem pa tudi ta moja glasba ni lahka za spraviti na odru, zaradi tega, ker je veliko temelji tudi na pač neki vizualni podobi in na šovu, ki ga je pa pač na odrih, na slovenskih odrih, ki pač ni veliko takih, ki bili dovolj pompozni za to, je pač ja, malo težje potem to spraviti na oder. Tako da zdaj mislim, da sem našla neko tako dobro kombinacijo in ja, koncerti. Se že ful veseliš? Ja, zelo se veselim. Hkrati sem živčna, ker so mi bili vedno koncerti najbolj naporni. Najraje imam, če pridem za kamero, najraje imam kamere, najraje imam snemanja, odpojem en komad, se izmislim nek hud koncept nastopa, to je to. Medtem, ker pač pri koncertih moraš pa biti animator, res nisi samo pevc potem tam in ljudje, v bistvu mislim, da je tudi to, da res se ne moreš skriti na odru, na koncertih kot pevc, ker tam ljudje res nekako te spoznajo tudi, kakšen si po karakterju, in tega me je bilo vedno malo strah. Tako da iz tega vidika mi je to malo naporno, ampak se pa ful veselim, ja, sigurno. Kako si pa kaj s tremo? Ker vem, da pri harfi še občutiš tremo, ne? Ja, pri harfi je to katastrofa, ampak če pa ni harfe, pa ne vem, mislim, da se je meni nekaj po Euroviziji zgodilo, ne vem, a je to bilo toliko enih stresnih trenutkov, da je moj živčni sistem že čist apatičen ratal, ampak treme sploh več, ma ne, to bi zaradi, da je nimam, imam jo, ampak je taka, bolj neko to, tako mi čakam, da grem na oder, ni zdaj, da bi me bilo strah iti na oder. Pa ne vem, ful rada pojem, res toliko uživam v tem, da ni več, tudi mislim mi, da mi je zelo, zaupam sami sebi, no, pa svojemu glasu zdaj že toliko, da pač grem, se samo veselim vsake, že lahko ljudem pač pokažem, ne vem, svoj, mogoče pač ja, svoj glasbeni izraz. Pa ljudje tudi to občutijo, ja. Sploh, če ti daš toliko sebe noter, če si avtentična, bolj to publika občuti. Bi si želela, ja. Bo pa to na koncertih še to bolj drugače, ne? Ker boš čutila v bistvu publiko. Ja, res je, in zdaj sem v bistvu tudi malo bolj začela nastopati za stoječo publiko, ker sem prej vedno imela bolj te sedeč format koncertov in kar je zelo naporno, ker ne čutiš toliko zelo te energije ljudi nazaj, ampak
Ja, zdaj, ko sem na par teh stoječih koncertih bila, vidim, da mi je to tudi v bistvu zelo všeč. Tega sem se previdno bala, sem rekla, jaz ne znam jaz delati neke žurke na odru, ni to moje, pa da bom tam. Ampak vidim, da znam v bistvu tudi to, pa da tudi ful uživam v tem. Tako da ja, odkrivam ful nekih novih aspektov sebe kot glasbenice, se mi zdi zdaj, no. Ampak mislim tudi, da če publika sedi, je tudi ona dosta omejena, ne? Potem se obremenjujejo, pa ne bi vstala, ker bojo oni zadnji jezni, ne? In mogoče se ne prepustijo toliko, pa kot če pa stojijo. Sigurno, mislim, jaz sicer sem imela veliko primerov, to, za kar sem ful hvaležna, da so velikrat ljudje na koncu po koncertu v bistvu vstali in ploskali, to mi je tak največja čast. Ampak dajo veliko aplavz, ampak vedno bolj ustvarjam glasbo, ki je tudi nekako malo bolj plesna, čeprav ne zares, in je potem tudi malo smešena, ne, da ljudje takole sedijo, jaz pa kaj na odru nekaj tam skačem gor in dol, tako da ja, sigurno je drugače. A se potem tudi to nagibanje navajaš, ker si rekla, da nisi bila tak predstavka, oziroma da nisi toliko čutila tega v sebi, ne? Ja, mislim, kaj pa vem, odvisno je tudi, mislim, da se to razvija skupaj z mojo glasbo, ki je vedno bolj, pa ne bi rekla plesna, ja, mogoče tudi plesna, no. Ja, plesna. Ima mogoče malo močnejše bite, ampak zdaj v bistvu s koreografom mojim Lukasom Cušlagom, ki je pač tudi delal moj nastop za Eurovizijo z Veroniko, sva nekako odkrila nek moj izraz, ali pa je on iz mene potegnil ven neki in smešen, ker moji plesalci so potem mi rekli, da jaz nisem, ker pač so vsi baletniki iz SNG Opera Balet Ljubljana, so rekli, da jaz nisem, kaj tak večina jih je tujcev, tudi samo eno Slovenko sem imela, so rekli, you're not a ballerina, you're a crawlerina. Tako se, ker pač imam veliko tega plazenja in te neke živalskosti skor. Ja, to smo tudi na Euroviziji videli. Ja. In je pač to neki izraz, ki je pač čisto naravno iz mene, nič nismo planirali ali pa nekako namenoma umetno ustvarjali, tako da ja. A ni ravno to najboljše v bistvu, ne? Da pustiš, da prije to nekaj iz tebe. Ja, mislim, da pač na koncu je potem se res vidi na odru, a ti je to udobno, ker verjamem, da to, kar sem jaz imela, pač ne bi bilo vsakmu udobno in ne bi, zaradi tega pa tudi ne bi dobro izpadel na koncu. No. Tako da pač, ja, mislim, da sem bila zelo avtentična v tem, kar sem tam počela. Zdaj tako pogledaš, kaj za nazaj, tudi sama praviš, da se razvijaš, odkrivaš neke svoje stvari, ampak kako pa gledaš pa za nazaj? Včasih sem bila zelo tako, kako je bilo to za nas čisto, pa me je bilo tako sram, zdaj mi je pa, mislim, jaz, ko sem pač začela stvarjati svojo glasbo Jadra, prvi komad, sem stara 17 let, mislim, zdaj, ko pogledam za nazaj, mislim, wow, kako sem zgodaj v bistvu začela že svojo avtorsko glasbo. Mislim, v glasbeni šoli sem itak bila že pri 5 letih, tako da pojem in ustvarjam glasbo že kar nekaj časa, oziroma izvajam glasbo, ampak da bi bila pa prav avtorica, sem pa pač tam nekje od 16. 17. Ne vem, tako prav ponosna sem na se, no, ker se mi zdi, da ni lahko na slovenski glasbeni sceni biti, izstopati pa, ampak predvsem to mi je tudi, ko pogledam za nazaj, res pojma nisem imela, da bom out of the box. Pač jaz sem vedno delala tisto, kar se mi je v momentu zazdel, tako imam toliko močen ta nek, to neko potrebo po tem, da pač sem res pristna, da nikoli nisem zares imela izbire in sem pač mogla biti, nisem nikoli znala se prilagajati temu, kaj publika želi od mene, vedno sem pač dajala ven to, kar sem jaz želela, in tudi mislim, da je pol na koncu to razlika med tema si nek obrtnik ali pa umetnik. Pač ali publika išče tebe,
kar mislim, da bi mogel biti, ali pa ti iščeš publiko in iščeš, kaj boš zdaj naredil za to, da te bo pač, da boš sprejet. Tako da, ja. Mogoče sem zdaj malo zafilozofirala, ampak... Ja, ampak to je v bistvu se tudi prejšnji predstavniki Evrovizije so rekli, ne, da pač iščejo, mislim, da bodo najdli publika njih, ne? Ja. Da najdejo nek svojo. Svoj, ja. To je to, kar se je tudi tebi zgodilo. Ja, sigurno. Jaz mislim, da sem za Eurovizijo našla nek svoj bazenček ljudi, ki pač me razume. Več pa letos praznuješ, ne, 10. obletnico. Ja, letos praznujem 10. obletnico, to mi je čist noro. Ful se mi zdi, kot da sem enih stvari že dosegla, ampak hkrati pač sem šele 28, tako da bi predvsem rada zdaj nekako razširila si ta prostor, v katerem delujem. No. Tako da. Ampak je dobro, da lahko gledaš nazaj 10 let, vidiš, kako si se iz leta v leto spreminjala. Ja, zelo veliko sem spreminjala, ljudje okrog mene so se spreminjali in mislim, da se to kaže v moji glasbi, ampak mislim, da sem vedno pa pač imela to neko avtentičnost. In to ta nek svoj drive notar, ja. A pri 5 letih si potem že s harfo začela, ali si še kak drug inštrument igrala? V bistvu ne, jaz sem bila najprej v glasbeni pripravnici 2 leti, se pravi tam od 5. do 7. potem pa sem pri 7. začela s harfo. Ja. Pa imaš nižjo glasbeno ali si tudi potem še nadaljevala? Ne, jaz imam v bistvu nižjo glasbeno, pol sem šla na konzervatorij za glasbo, se pravi umetniška gimnazija. Si s harfo v bistvu? Harfa, jazz petje in solo petje in potem sem šla na akademijo samo solo petje, tako da sem pol magistrirala iz solo petja, ja. Ja, to nisem bila prepričana, kako si s harfo delala. Ja. Vedela sem, da iz petja, ja. V bistvu sem 12-13 let se šolala s harfo, ja. Tako da. Pa zdaj še večkrat igraš ali bolj malo? Jo, igram parkrat na leto za kakšne te dogodke. Električno harfo imam itak tudi zdaj, tako da je veliko lažje. Malo sem se začela s temi efekti tudi igrati na harfi, tako da to me predvsem zanima, da bi mogoče malo bolj v tej smeri. Ampak jaz nisem inštrumentalist, nisem spet, prelena sem za to, meni se to ne da vaditi, ne zanima me sploh to, in jaz pač moram se izražati tako vokalno. Imam pač ful veliko spoštovanje do inštrumentalistov, ker je to ena druga vrsta discipline potrebna za to. Ja. Ampak doma pa imaš synthesizer, ne? V svoji sobici delovni, da tam ustvarjaš glasbo? Imam klavinovo, no. Tako da imam klavinovo, pa ja pač računalnik, ena MIDI klaviaturca pa ustvarjam. Pa harfa, ja, čeprav s harfo bolj malo avtorske glasbe ustvarjam, ja. Kakšne barve je že tvoja soba? To si mi Roza. Roza sobica. V enem intervjuju, ki smo ga že imeli, si mi povedala, da je v bistvu v hiši vsaka soba drugačne barve, ne? Ja, vsaka soba ima drugačno barvo in ja, jaz sploh si ne znam predstavljati, da bi na belo pobarvala svojo sobo, ampak tako ni to pri meni tisto ena stena, ker to mi je, to mi je res grozno, da je samo ena stena neke barve, to se mi zdi tako, če že barvaš z neko močno barvo, pol da je vse, ne neki na pol, malo. Pa imaš strop tudi? V nekaterih sobah je, ne, mislim, da strop pa bil. Čeprav mi je tudi všeč ta neka kocka, ampak ker nimam toliko visokih stropov, pol sem pustila, mislim, da večino stropov imam belih. Ja, pa ima pa vsaka soba svojo barvo, ker nekako me tako, nasplošno ima ljudi radi odprte, svetle, bele prostore, se mi zdi, jaz sem pa rada, da je tako malo vedno sem rekla, imam eno tako idejo o tem, kako ne bi izgledalo moje stanovanje, pa ne izgleda čistko, ampak ima elemente tega, kada priješ k neki čarovnici v filmu Harry Potter, da je tako vse cozy, toplo, malo ena taka luknja. Jaz imam to rada, da je bolj tak brlog. Ja. Aha, ok. Ja. Ampak na podlagi časa si pa pol barve zbirala? Tako, ko se mi tisto momentu zazdel, tako, ko zbiram barvo las. Pač čisto, kar se mi zazdi. Rada imam temne barve, v bistvu imam bordo rdečo, temno zeleno, olivno zeleno, take zemeljske, temnejše barve.
Pa se ne naveličaš. Ne. Pa se pobarvam pol čez 2-3 leta, pa spet pobarvam. Pa je. Ja. Oziroma težim fantu, da mi pobarva. Ja. Ne poznam take hiše, da bi bilo to res zanimivo. Ja, Res smo navajeni teh belih sten. Ja, v bistvu ampak je pa ful zanimivo. Vsak, ki pride k meni, najprej reče, kako imam lepo. Tako, ker vse je zelo domače. Nimam tako, sploh ne vem, kako je udobno, kako je cozy. Udobno. Ja, vse je tako zelo veliko enih tkanin, tako mehkobe, tako da sem rada pač ta svoj brlogac. Teda si kar vesela, ko se po takem obdobju vrneš domov, ko nisi veliko časa tam. Sem, sicer zdaj spet imam že me srbi, da bi spet spreminjala razporeditve pa barve pa neke nove kose kupovati, tako da imam še malo dela, imam še kar veliko dela po hiši za narediti, da bo čistko, kaj bi jaz rada, ampak rada pridem domov. Mogoče pa poletje to, čas za renovacijo. Mogoče. Ampak se pa to v bistvu sklada s tvojim spreminjanjem las, tudi nohte imaš vedno kakšne žive barve, drugačne. Ja, čeprav zdaj ponovadi imam tiste svoje kremple, zdaj imam kratke, ker sem jih imela nek špil s harfa. Ampak mislim, kar se barv las tiče, zdaj sem blond, že kar nekaj časa, predtem sem bila rjava, tako da nekih divjih barv zares nisem imela že zelo dolgo časa, ne vem, če se bom kdaj vrnila, pa mogoče nekaj me ima, da bi se na rdečo kdaj spet pobarvala. Ampak toliko se dobro počutim. Od vseh frizur, ki sem jih kadarkoli imela, mi je to, kar imam zdaj najbolj jaz. Tako da, rada eksperimentiram z nekako tako vizualno. Kaj je pa tvoja naravna barva las? Tako kot tvoja v bistvu. Aha, okay. Tako temnejša rjava sem, Ta si se mogla pol kar navaditi na tole blond ali? Pa ne, mislim tudi tako, čeprav po eni strani sem navezana na lase, po drugi pa tudi ne. Tako, ampak, ne vem, jaz pridem v neko obdobje, ko moram nujno neko ful spremembo narediti, ne vem, in potem se kar, ne vem, v roku 2 dni odločim, da hočem biti čim bolj svetla blond in imeti lase čez rit. In pa moram to narediti, ker drugače bom skočila iz lastne kože. A se kar naročiš? Ja, in potem itak je pač moja frizerka, tudi moja fodora prijateljica, in rečem, nujno pač dob te podaljške nekje, jaz to rabim in sem tako je to zgledala. Ja, vem, da sem po Pinterestu nekaj brskala in sem rekla, jaz rabim virinske lase, to je to, kar to je to, kar bo šlo z mojo glasbo, s tem imidžem, ki ga hočem prikazati, ker sem zdaj ves čas tako rada tudi igram neke vloge na odru. Tako rada imam ta nek svoj alter ego, skozi katerega se izražam, ki je tudi pač ni drugačno od mene, vedno je pač zelo avtentičen, ampak je pač nek del mene, ki ga lahko izrazim samo na odru. Valjda ne tako hodim po ulici. In pač pol moje frizure, moje outfiti in make-up gre s tem nekako roko v roki. Pa to si tudi rekla za nastopanje v operi, ne? Da se ful rada preleviš v eno drugo vlogo. Ja, pač obožujem to. Ful se rada igram s tem in res je pač nek ta del mene otroški še, ki pač pride ven in ful mi je zabavno to, no. Res. Tako da v bistvu, si našla neko tako ravnovesje spet, ne? Ja. Med opero pa potem s svojimi koncerti. Ja, sigurno. Ful dobro. Moram pa še na kratko omeniti, vem, da si to že res veliko krat povedala in verjamem, da je to eno vprašanje, ki ti gre od nas novinarjem na živce. Ampak vem, da še vseeno verjetno kdo ne ve, zakaj Raven, s čim je to povezano. Več razlogov je za Raven. V bistvu po eni strani zato, ker sem odraščala, pač Raven pomeni krokar v angleščini, ne. Sem dodala zato, ker sem si mislila, sigurno bo raven, sigurno ne bodo tega pravilno izgovorili, pa reči, da rečejo raven, kot pa raven, kot zato je noter. Pa tudi, da če googlaš, da ne pridejo ven samo ptiči.
Potem je odraščala sem ob sokolih, moja starša, moj brat, v bistvu tudi cela družina so sokolarji in nekako jede so mi bila vedno ful blizu. Pač odraščala sem s ptiči, tudi sama imam zdaj aro doma, tako da so mi bile ptice vedno blizu. Velik razlog je pa tudi ta, da sem od nekdaj imela neko to fascinacijo nad simfoničnim metalom, res, ko sem bila stara 10-11 let, sem bila obsedena z Nightwish, z apokaliptiko, z epiko. Tako da pač ta nek skandinavski simfonični metal ima veliko vleče neke inspiracije iz skandinavske mitologije. Krokarji so v skandinavski mitologiji zelo močno prisotni, tako da iz tega vidika je nek omaž te metal glasbi, pa zato, ker se mi pač dobro sliši. Ja. Tako da, evo, to se zdaj pač dolgo in široko razložila, zakaj Raven. Lepo. Ampak v operi si pa vseeno Sara, pa tudi, ko si me klicala, si se predstavila, Sara je tukaj. Ja, sigurno, to se mi zdi tako. Mislim, ko pač predstavljam svojo glasbo, ko hodim po nekih intervjujih, kjer pač res se pogovarjamo bolj o moji glasbi, in takrat, ko nočem ljudi mest, takrat sem pač Raven, ampak drugače pa mislim, tako z ljudmi, ko se pogovarjam, je pa ful smešen, če kdo reče Raven, ker je, mislim, odvisno, no. Odvisno od konteksta, ampak če se z ljudmi tako pogovarjam, sem pač Sara. Ja. In da res to ločuješ. Ja. Kot si že prej večkrat povedala. Ja. Ja, pa mislim, da tudi lažji funkcioniraš, pa preživiš kot glasbenik, če imaš pač nekako ločeni te dve. Če jemlješ pač to res tudi kot nekako svojo službo in da potem prideš domov, se omakneš in si lahko Sara. Ja, res je. Imam pa še za konec ene par kratkih vprašanj, da mi odgovoriš s tistim, kar ti najprej pade na misel. Okay. Kaj te najbolj osreči? Petje. Bi v preteklosti kaj spremenila? Kakšen trenutek, odločitev? Ne. Imaš kakšno misel, ki ti sledi že celo življenje? Ta pa je težka. Misel, ki mi sledi že celo življenje. Jaz imam toliko enih misli, ki mi sledijo konstantno, bi bilo super samo, če bi se kdaj odklopila. Gledala Keeping Up the Kardashians. Tako in ne preveč razmišljala, tako da težko bi eno posebej izpostavila. A imaš raje sladko ali slano? Slano. Imaš kakšno slabo razvado? Milijon jih imam. Pa. Da zamujam. Aha. Ja, tudi danes si. Pač res ne morem pomagati. Vedno, kaj ne? Ja, moja terapeutka je imela marsikaj za povedati, tudi tem se mi zdi. Ampak ja, pač zamujam. Ampak jaz prisežem, da vsakič jaz res nimam tega namena, ampak jaz potem ponavadi zato, ker se toliko časa, jaz si naredim make-up drugače v 5 minutah, ampak potem nekaj se zgodi, ali da nisem še nahranila mačka, ali nisem nahranila svoje are, ali ne najdem nečesa, ali moram še nujno nekaj in pol vedno zamudim. Grozen. Meni res žal, ampak ni osebno. Za konec me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, ki si ga prejela in se ti je res vtisnil? Meni je najlepše, kada mi nekdo reče tako, hvala za tvojo glasbo. Tako, če se nekdo res zahvali mi za glasbo in da imam občutek, da pač sem res dala nekomu s tem, ko sem v bistvu, ker konec koncev pač jaz ustvarjam, če si iskreno ustvarjam glasbo za sebe, zato ker jaz rabim, ker moram dati nekaj ven iz sebe, ker je to kot neka moja nujna potreba, tako pač moram jesti in piti, tudi moram iz sebe dati to glasbo, tako prav nimam izbire in če potem vidim, da v bistvu sem s tem, ko sem se pomagala, dala še tudi nekaj drugim, je to pač
izpolnjeno poslanstvo. Tako da, to, ja. Jaz se ti pa zahvaljujem za tvoj čas in pa, da si z nami podelila delčke svojega življenja. Hvala ti, meni je bilo zelo fajn.